Borut Škrl, sem rojen 24.8.1960. In kje se zdaj nahajamo? Zdaj se nahajamo pri meni doma. To je kje? Moja tudi rojstna hiša, Belokranjska cesta 30, Novo mesto. Prej je bila pa to Karlovška cesta 20 v Jugoslaviji. Bila je to tudi zadnja hiša v Novem mestu. Ves čas je veljalo to, da je ta hiša tukaj konec Novega mesta in naprej potem vas. Naprej je potok, in od potoka naprej je vas. In kaj je bilo tukaj med drugo svetovno vojno? Med drugo svetovno vojno, v času italijanske okupacije, so v tej hiši bili Italijani, imeli so italijansko postojanko. Mojega starega očeta so odpeljali na Rab, koncentracijsko taborišče. Oče in mama sta se morala izseliti, živela sta potem nekaj v Novem mestu. Hiša je bila izpraznjena in tukaj so potem bili italijanski vojaki. Oni so potem okrog hiše postavili 3 bunkerje, 2 ob cesti proti Beli krajini, ta tretjega pa na južni strani na Rahli v Svetini, ki pokriva polje grmskih njiv. A so še kakšni ostanki teh bunkerjev? Vidimo lahko samo temelje bunkerja na južni strani, to je sredi njive. Najlepše pokažejo aeroposnetki, ker je to zapuščen svet, drugače pa je to vice nekaj ruševin pa betona. Če bi odstranili rastje, bi verjetno še kaj več našli, vendar to še nismo na tem, da bi to počisto. No, če bi nam pokazali lokacije teh bunkerjev, pa ostanke tega bunkerja, ki je najbolj ohranjen. Z veseljem, se sprehodimo. Ja, prosim. Pokažem. A gremo najprej tu pri hiši? Lahko, gremo najprej pri hiši, ker je nekako logično. Ja. Ker jaz osebno se spominjam tega drugega. Prvi bunker je že moj staroče odstranil in takrat so to, hiša je bila potem med vojno požgana. Ta hiša? Ta hiša je požgana, potem ko je prišlo do kapitulacije Italije, je bila hiša izpraznjena in takrat je potem prišlo z strani narodnoosvobodilnega gibanja in nekdo požgal hišo in po vojni je bila potem obnova. Tukaj se je potem, da se vrnila, potem moj staroče, pa stara mama, pa moj oče. In oni so potem hišo toliko prenovili, da so lahko bivali v hiši in med ostalim je bil tudi odstranjen ta prvi bunker na vogalu cest Gotne vasi, Belokranjske ceste in uvoza na sedaj tovarniško dvorišče Krke. Prvi bunker je bil v trikotniku na samem severovzhodu našega zemljišča. Se pravi tam, v tem vogalu? Tako, v tem vogalu. Tako. To je pa glavna cesta za Belo krajino? To je glavna cesta za Belo krajino. Kje je bil pa naslednji bunker zdaj? Naslednji bunker je bil na vzhodni strani, se pravi navzdol po tej ob cesti. To je bunker, kjer smo ga pa že mi odstranjevali ob zadnji adaptaciji hiše, tam v letih med 91 in 96. To je tudi dol? Bomo se lahko sprehodili do tam in to točno pokažem. Zdaj stojiva na delu lokacije drugega bunkerja. Ta bunker je stal na križišču med Belokranjsko cesto proti Beli krajini in lokalno cesto ob ulice ob potoku. To je bil ločiran in tega smo mi med obnovo hiše med 91 letom in 95 letom odstranili. Sedaj se nahajamo na samem južnem vogalu, na mestu tretjega bunkerja. Tukaj smo na Rahli v Svetini, grmskih njiv. Okrog nas vidite je koruza, to je veliko polje, včasih je segalo do Šmihela, pa pod Grm. Naša hiša je v ozadju. Tukaj je seveda nekoč bila čista čistina, tudi ni bilo dreves, ki so sedaj tukaj. In tu je bil bunker in v tem sedaj zaraščenem delu vidimo lahko ostanke samega zidu bunkerja. Srednji del je pa sesut, ker je bilo to po vojni strani takrat osvobodilnega gibanja razrušeno in podrto.
Tako da ni pa nihče od takrat tukaj ničesar ne delal, ne čistil, sem pa se kdaj to, kar vidimo, malo pokosi, pa odstrani to šavje. V rokah imate pa še zemljevid? V rokah je zemljevid, dejansko se zelo dobro vidi to mesto. Lahko pokažete? To je tudi... Kje je ta bunker zdaj? Ta bunker je to, tukaj se vidi področje nekoliko drugačne sestave. To je bunker. To je bunker, da. Ja. To je pa kaj? To je Krka, tole je naša hiša in to je gospodarsko poslopje. Aha. To je gospodarsko poslopje. Tako da, to je pa cesta za Belo krajino. Tako.